Ljudi koji su izabrani, oni su prošli casting u Sloveniji. Ja sam nisam učestvovala u njihovom izboru, ali sam razgovarala danas i juče sa njima. Vrlo su interesantni, ne očekujem prevelike konflikte, tako da svako je specifičan, prosto zbog ulaska imali su pozitivnu tremu, veliko očekivanje, veliku motivaciju i negde su bili uzbuđeni, pozitivno uzbuđeni. I sad u početku, ovo danas što smo videli, malo su zbunjeni, treba im malo vremena da se opuste, ali bit će to sve u redu. Stanovalci so vsekakor zanimivi. Zdaj, koliko zelo so zanimivi in kaj vse nosijo v sebi, se bo s časoma še pokazalo, ampak moram reči, da sem navdušena nad tem, da smo jih vse skupaj vselili v to hišo, ki, kot smo videli, je malce skrivnostna in premore razne dele. Ne samo ta luksuzni, ki smo ga bili vajeni do zdaj, s temi divani in lepimi počivališči, dnevno sobo, kuhinjo in vsem, kar lahko uživajo, ampak tudi s prostorom, ki je bil do zdaj malce skrit. Tistim neluksuznim, tistim, kjer pač bodo mogoče tudi malo trpeli. Po drugi strani pa sami so vedeli, da se spuščajo v dogodivščino, ki ni para in kar je, tukaj je. Moraju da se naviknu jedno vreme na kamere, ali kad se naviknu, to moje iskustvo rada u Velikom bratu pokazuje da posle izvesnog vremena oni prosto ni ne primećuju kamere, opadne ta njihova intelektualna cenzura, negde se više ne kontrolišu i krene i svađe i prosto interakcija između njih daleko prisnija. I tu možemo već svašta da očekujemo. Jaz bi se z največjim veseljem vselila v luksuzni del, ki je pač res lep, res ga krasijo te neki dizajnerski ornamenti, pa razni detajli. Seveda ponuja udobje življenja, ki se ga vsak želi. Ampak tudi, če bi se znašla v tistem skromnem delu, bi pač tako kot v življenju pojedla tisto kislo kumrco, ki mi je usoda namenila in šla naprej. Ali kljub vsemu luksuzu, ki smo ga videli v hiši, kaj manjka, bi vi kaj dodali? No, ko že govoriva o luksuzu, se vedno da še kaj dodati. Prava dama se vedno lahko spomne, da ne bi imela samo tako majhnega bazenčka, ampak bi imela 60 metrov, pa da ima še malo zlate ploščice, pa mogoče da je šampanc čisto v vsakem vogalu ali pa kaj takega. Vedno je lahko boljš in vedno je lahko tudi slabš. Ja, zna prideti hitro do tren, še posebej v tistem majhnem oskem delu, ker so vsi nagneteni v eni majhni sobici, kjer nimajo ravno najlepših življenjskih pogojev. Zna pa se zgoditi tudi kakšna ljubezen. Imamo kar nekaj ljudi, ki so sami rekli, da jim je všeč zelo nasprotni spol, ali pa so pripravljeni v hiši Big Brother celo spoznati nekoga, ki bi utegnil biti njihov bodoči partner. Imajo pa mame zraven. Imajo pa mame, ja noč hudega, kaj pa si mama bo ta pravo požegnala, ne? Če pa ne, bo pa pač se odločil med mamo ali pa svojo punco. Bomo videli. Jaz vem, da nam Big Brother pripravlja veliko presenečenj in da lahko pričakujemo le nepričakovano. Kakšnega smrčača, morda v skupinske spalnice? Ja, če bo kdo smrčil, ga bodo zagotovo ne bodo lih najbolj marali, ne. Bomo videli, kaj se zgodi in jaz res komaj čakam, spremljala bom seveda vsak dan. Postala sem namreč totalna fenica tega šova in fenica naših stanovalcev. Kaj pa se bo z njimi zgodilo, bomo videli.